Ja, poletje je za gorske reševalce praviloma najbolj pester del leta. Letos pa v gorsko-reševalni službi Tolmin beležijo še posebej veliko intervencij, od reševanja pohodnikov do jadralnih padalcev na težko dostopnih terenih. Razlogov za klic na pomoč je veliko. Kaj se letos dogaja v naših gorah, kako dobro smo obiskovalci na splošno pripravljeni in ali naše odločitve vse bolj vplivajo tudi družbena omrežja? Na ta vprašanja bova v naslednjih minutah poskušala govoriti z današnjim gostom. Z nami je dolgoletni gorski reševalec, ljubitelj gora in narave in fotografije Milko Lesjak iz gorsko-reševalne službe Tolmin. Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Ja, dober dan. No, če začneva kar s številkami, koliko intervencij ste opravili letos in kako se to primerja z enakim obdobjem lani, vedno, ko govoriva, izpostavljate, da letos res nimate trenutka za zadihati. Ja, letos je statistika kar pošteno dvignjena, recimo, če v tem trenutku na današnji dan pogledamo, imamo že 64 intervencij, lansko leto smo jih imeli 25 manj v tem času, oziroma smo jih imeli 58 konec leta, kar je pa bistven porast. Pa govorimo tudi o zelo raznolikih intervencijah, ste mi že povedali v enem izmed pogovorov, kaj ne? Ja, na naši postaji imamo, kako bi rekel, nesrečo, a pa srečo, da imamo področje tako široko, da je praktično ni področja, na kateremu ne bi mi posredovali. Imamo jadralne padalce, imamo zmajarje, tudi letos zagovorim. Potem imamo planince, turne smučarje, gozdne nesreče, turne kolesarje, potem imamo gorske tekače, gorske kolesarje, delovne nesreče, nesreče na vodi, občane, ki se zgubijo in še marsikaj druga. Tudi take, rekel, intervencije, ko na koncu se izkaže, da posredovanje recimo ni bilo potrebno, oziroma da so občani nekaj videli, česar pa ni bilo potrebno reševati. Letos smo res pestro. Čemu pripisujete ta porast? Je precej več obiskovalcev tudi na območju nekako, bomo rekli, Julijskih Alp, širše gledano? Ja, turizem narašča vsako leto in letos, tako kot pravijo statistike, je še večjim porastu in večji porast. Lepo vreme zvabijo ljudi vse posod, tako da je kar pričakovati, da se sezona, če bo kaj lepega vremena, se ne bo še končala. Kakšna je pravzaprav sedaj vaša vloga v društvu? Kolikokrat ste prispeli na pomoč, recimo samo v zadnjem tednu? Ja, jaz sem tajnik že 20 let, tako da imam praktično vso birokracijo, kako temu jaz pravim, čez, kar se da, od intervencij do elektronske pošte, do dopisov, do vsega tega. Pa tudi teren. In seveda, še zmeraj se čutim dosti pripravljenega, dosti fizično sposobnega, pa tehnično tudi, da lahko grem tudi na intervencije, kar pa tudi redno izvajam se, če se le da, se intervencije na terenu tudi udeležim, tudi zato, da potem lahko kakšne fotografije za arhiv pridobim, ker ko grem na teren, imam tudi to v mislih, dočim drugi reševalci imajo večino v mislih le intervencijo, se pravi samo pomoč, jaz pa razmišljam še o tem, da je treba kakšen posnetek tako za arhiv pa za zgodovino narediti. Pa tudi za preventivne namene, ne? Sva že govorila tudi na to temo, ker če bo kdo videl, pa morda bo le pomislil, kaj ne? Ja, v vsakem primeru, če je kakšna taka nesreča, ki se mi zdi, da je neprimerno za objavo, potem mi to naše delo prikažemo, tako da ljudje vidijo, recimo, mogoče, kaj je šlo pa narobe in se mogoče naslednjič sami ne spravijo v tako situacijo. Ja, na Instagramu, na TikToku vidimo čudovite razglede, adrenalinske podvige, precej manj pa nevarnosti v ozadju. Opažate ali pa, bom rekla, bi lahko rekli, da so družbena omrežja spremenila način, kako ljudje obiskujemo gore oziroma se lotevamo adrenalinskih športov? Ugotavljajo tudi strokovnjaki na tem področju, da se je to zelo zgodilo, ker ljudje pogledajo, vidijo in pravi si mislijo, če so nekateri drugi sposobni to narediti, zakaj pa jaz tega ne bi poskusil. In marsikoga zavede, da nekdo, ki se s tem profesionalno ukvarja, ki je vsak dan v tem športu, v tem adrenalinu, ki ima opremo, tudi ustrezno, ima kondicijo, ima znanje, se primerjajo sebe, pa niso niti blizu njegovemu znanju, njegovim sposobnostim in s tem pa veliko riskirajo. Torej, veliko nesreče tudi iz tega naslova? Nepripravljenosti? Tudi, veliko je zagotovo, ampak nekaj pa pripomore tudi telefon. Telefon ima gor vse, kar hočeš. Ima navigacijo, ima podatke, ima vse te zadeve, ampak ko signal v gorah izgine, potem je človek največkrat bos,
Ne znajde se, ker nima izkušenj, ker je pač se odpravil takrat nekam, kamor ni mislil, nima kartografije, ne zna se orientirati, nima nobenih izkušenj in ko prije do prvega signala, seveda je številka 112 in potem pridite me iskat. Mogoče še preden nadaljujeva, kako posteče na to intervencija, kaj pa je dobro v tem primeru narediti? Seveda verjetno najprej, da nas ne postane strah oziroma da ne, kako rečemo po domače, da nas ne zgrabi panika? Ja, v vsakem primeru panika je nekaj najslabšega, kar se človeku lahko zgodi. Takrat je treba recimo se usesti dol, pogledati okoli sebe, pomisliti, pogledati mogoče na telefon, če se da kaj rešiti. Razmisliti o tem, kaj bi se dalo narediti, od kje so prišli, če so zgrešili pot in se mogoče na isti poti vrniti nazaj. Če se pa zgodi nesreča, da gre poškode, pa v vsakem primeru ni za čakati. Takrat je treba pa takoj poklicati in seveda operater bo zelo dobro vodil cel postopek, da bo pridobil čim več informacij in potem tudi nas. No, velikokrat ne vemo, kako pravzaprav steče intervencija, kaj se dogaja v ozadju. No, ko dobite klic na pomoč, kaj se na to začne dogajati v naslednjih minutah? Prvi klic dobi center, ki nekje na grobo odloči, katero službo bo aktiviral. Lahko so to gasilci, lahko je nujna medicinska pomoč, lahko so gorski reševalci, odvisno od terena, kje se je to zgodilo. Ko nas pokličejo, mi ta prvo poskušamo od tistega prijavitelja dobiti čim več podatkov o lokaciji, zato ker če nimaš lokacije, potem je zelo težko hitro posredovati. Zelo iščeš tisti kraj in to vzame ogromno časa. Tudi helikopter, če prije, bo dolgo iskal. Če pa imamo lokacijo pa ponavadi se dobi s telefonom, se pravi, ki ima GPS signal, ima tudi telefon lokacijo. Če posreduje tisto lokacijo, potem se zelo hitro odločimo in smo tudi, bom rekel, relativno hitro na kraju. Je pa treba še zmeraj upoštevati, da če gre ekipa reševalcev s terenskim vozilom pa peš na kraj, da bo to trajalo v urah. Če bomo aktivirali helikopter, bo pa to lahko precej prej kot v 1 uri. Ravno o helikopterju sem nameravala poprašati, kaj pomeni za reševanje. Recimo, če pride do slabega vremena ali pa zaradi drugih okoliščin ne more poleteti. Ja, takrat mi se držimo tega, da kadar kličemo helikopter, na teren pošljemo tudi ekipo reševalcev z vso opremo, ker se je že velikokrat zgodilo, da je bil helikopter recimo zaseden s kakšno drugo bolj nujno intervencijo in je lahko prišel na našo intervencijo šele čez kakšno uro, 2 pa celo 3, če se je pa vreme pokvarilo, pa še takrat ne. Čas pa je velikokrat ključen. Čas je pa ključen, zmeraj in preko pridemo na kraj, prej lahko pomagamo in helikopter je pa nekaj, kar je hiter transport v bolnišnico in tega si vsak poškodovani zelo, zelo želi. Za vami je zares veliko število intervencij. Katera je bila tista, ki se vam je morda najbolj vtisnila v spomin, taka najbolj nenavadna, če tako vprašam? Če pogledam teh intervencij v moji karieri, na katerih sem sodeloval, je bilo prek 1000. Se pravi, da je zelo težko ugotoviti, katera je bila tista taka nenavadna ali pa kakšna taka, da bi bila tragičnih, ki si jih recimo zelo zapomniš, tistih je bilo tako preveč, da jih ne bi komentiral. Mogoče. Ne vem, recimo enkrat smo bili obveščeni, da je, to je že več kot 20 let nazaj, smo bili obveščeni o padcu jadralnega padalca brez rezerve z zaprtim padalom na eno melišče zraven Gregorčičevega slapa. In seveda to v tem primeru takoj kličeš helikopter, ker veš, da poškodbe bodo zelo hude, če jih bo sploh pri padcu preživel. Cela ekipa je preletela gor, iščemo tam, po tistem melišču, kje je tale padalec in vmes pride klic 112. In na drugi strani je bila ena ženska, malo prestrašena, je razlagala, kako je sin zlomil nogo in ko smo jo poprašali po lokaciji, je rekla, tle pri Gregorčičevem slapu smo. In potem njeno naslednje vprašanje je bilo, ja, kdaj pa pridete? In seveda odgovor načelnika, ki je to sprejel, je bil čez 5 minut in ženska vsa v luftu. A me hecate? Ne, 5 minut stran so bili oddaljeni, pol ekipe je šlo tja, s prvo pomočjo smo jo štimali. In čez 5 minut za tistem, ko smo pripravili tega pacienta na nosilih, je priletel helikopter, spustili so zdravnika,
prije dol zdravnik, kje je padalec? Aj, doktor, ti si pa zdaj že v drugi zgodbi. Tako da so se takrat še potem so se kar nekaj Ekspresno hitra intervencija. Ja, ta je bil verjetno najhitrejši oskrbljen po bolnici, pripeljan od vseh do zdaj. In šlo je samo za poškodbo noge, kar je tudi ena lažja, redkih. taka nekomplicirana poškodba, bi lahko tudi klasično dolino spravili. Pa ste se kdaj kot izkušen gorski reševalec vprašali, recimo, kako pride do takih nesreč ali pa recimo kaj botruje največkrat? Vzrokov je toliko kot nesreč. Zadnje čase, recimo, kot sem omenil, že opažamo tisto malo nepripravljenost, zanašanje na podatke, ki jih dobijo na spletu. Po drugi strani pa vsi hočejo iti v hribe s čim lažjim nahrbtnikom. Se pravi, iz nahrbtnika izločiš vse, kar je odveč, od oblačil vzameš tisto najnujnejše, kar pričakuješ že tisti dan v uporabu, in ko se zgodi nesreča, nimaš nič, ne oblačil, ne prve pomoči, ne hrane, ne pijače, ne kakšne take stvari, kar bi potreboval, in pride nevihta, te podhladi, imaš lahko zelo hude težave. Zgine telefonski signal, zlomljeno nogo, kdo te bo reševal? Še krvavitve ne moreš recimo si zaustaviti. Tako da preveč na lahko jemljajo hribe, in če bi mogoče malo bolj se potrudili, pa malo bolj premislili, pa bi kakšen kilogram več nesli, bi bilo verjetno tudi manj potreb po reševanju. Se pravi, če zaključiva takole praktično, če bi vsakemu, ki se konec tedna odpravlja v hribe, položili na srce samo 3 stvari, katere bi to bile? Samo eno, ne poskrbi, da prije živ in zdrav dol. Če bo za to poskrbel, potem bo naredil vse drugo, kar je treba. Milko Lesjak, hvala lepa za obisk in za pogovor in predvsem želja, da bi bilo do konca sezone vaših intervencij čim manj, in seveda vsem, ki se odpravljate v gore, pa preverite razmere, izberite pot in vašim sposobnostim primerno ter tudi opremo. Hvala lepa še enkrat za obisk v studiu. Ja, hvala vam za povabilo, pa da bi se vam te besede uresničile. Radio Robin.